Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, jasno predvsem prve lige Telemach. Danes začenjamo 6. krog v najelitnejši domači nogometni konkurenci. Kot vidite, smo v Kidričevem, kjer se bosta danes pomerili ekipi Aluminija in Domžal, kar precej in tudi danes si more biti lahko obetamo kaj takšnega. Kidrič ima priložnost in sjajna obramba Mulaliča. Je Đuranović prihajal v Ljudski vrt, tako da tam veliko skupnega nista imela. To je zdaj priložnost za Domžale. Ibričić strelja in odbija Janžeković. Ibričić je žogo sprejel, ko gre za podajo iz avta. Ofsajda seveda ni. Brest je zdaj na robu kazenskega prostora. Brest strelja! Veliko dela za Mulaliča. Nkama, Nigerijec bo torej vstopil v igro. Kidrič. Še ena podaja, Prše, to je priložnost in vratnica! Brest preigrava, Brest, ostra podaja pred vrata. Še lahko nevarno, pa poizkuš Škaricami, ponovno Bizjak. Primerna je bila tudi ta podaja, ampak domači so žogo uspeli odbiti. Ibričić strelja, kakšen gol! Senijada, velemojstra Ibričića, domžalskega kapetana v 25. minuti. Zdaj so Domžalčani povedli z 1-0 po silnih zgrešenih priložnostih Kidričanov. To je šele drugi zadetek, ki ga je v tej sezoni prejel Luka Janžeković, kajti ob domačem porazu proti Radomljanom ni branil nikogar, štejejo samo zadetki. No, zdaj pa gre Bizjak znova proti vratom. Brest, Bizjak je pred golom in tudi to je zapravil Bizjak. Krefl. Ampak tole zdaj gneča pred golom Mulaliča, pa priložnost za Tilna Pečnika, lovi žogo. Proti Tilnu Pečniku gre žoga, tole zdaj priložnost za Kadriča, ki je sam pred vrati. Kadrič strelja in ostaja 1-0 za Domžale. Ni na njihovi strani, ravno nasprotno, ne ponovim še enkrat, to je 25. dvoboj teh dveh ekip v prvi slovenski nogometni ligi. Samo 3-krat so slavili nogometaši Aluminija. Tilen Pečnik je poizkusil. Jaz moram fante v prvi vrsti pohvaliti za vso požrtvovalnost, za karakter, za konkretnost na igrišču. Je pa res, da enostavno žoga noče v gol. Ni prva tekma, ko se nam to dogaja. In ja, dokler ne bo zadetkov, ne bo 3 točk. Na drugi strani pa eden redkih udarcev, en resnejših udarcev in sneta pajčevina. To se nam pač, če ne daš, dobiš. Škoda, ker smo bili res pravi, ker smo odigrali res dobro tekmo in nam je res lahko žal za izgubljenimi točkami. Ja, sam je rekel, da je bilo veliko situacij. Nič, mi moramo nadaljevati. Zadetki bodo sigurno prišli, ne smemo zdaj zgubljati glave pa noret. Jaz mislim, da smo danes odigrali res dobro tekmo, bil dober tempo, dobri pogoji za igro. Ustvarili smo si dosti priložnosti, gremo glave gor, gremo naprej in če bomo pravi, nas bo na naslednji tekmi nagradilo. Nič, igra je bila dobra, se mi zdi, da smo z ekipo dobro funkcionirali na igrišču. Bili smo definitivno boljši nasprotnik, mislim, da smo si zaslužili te 3 točke, vendar niso nam bile usojene. Kot debi bi si res sem hvaležen treneru, vsem vodstvom, da so zaupali v mene in mi ponudili to priložnost v članski ekipi. In to je to, gremo dalje. Mislim, nobena tekma ni lahka, to se je pokazalo v dosedanjem prvenstvu, tudi vse ostale tekme, vsak lahko vsega premaga in vedeli smo, da nekako po slabem uvodu v prvenstvo, da potrebujemo pozitiven rezultat. Vedeli smo, da bo težka tekma, da je
da je ekipa Aluminija ekipa, ki težko prijema zadetke, sicer tudi težko jih daje in vedeli smo, da bo mogoče ena priložnost odločila tekmo. Mi smo imeli tu našega kapetana, ki je povsem drugače, ko imamo njega na igrišču. On je svojo mojstrovino danes odločil tekmo, je pa ekipa odigrala zelo čvrsto, odgovorili smo na vse njihove dolge žoge, s katerimi so poskušali priti pred naša vrata in nekako smo to jih onemogočili. Malo smo jim ponudili, tako da cilj je dosežen in lahko se v miru pripravljamo na naslednje tekme. Ja, bili so nevarni na te dolge žoge in to je bilo potrebno to varovanje. Sicer tista priložnost, ki se mi je ukazala, mogoče malo tam tudi bil na sredini prekršek in je potem ekipa mogoče za trenutek zaspala, ampak na našo srečo ni bilo zadetka, na drugi strani smo zadeli in potem smo nekako se konsolidirali in dobro odgovorili na te njihove dolge žoge. Imeli so zelo neugoden pritisk, glede na to, da je Kidrič dobival skoke, da je zelo dober v tej skok igri, ampak smo nekako pripeljali tekmo do konca in mislim, da povsem zasluženo zmagali. Ja, bo lažje, sigurno. Kaj ćemo, prva tekma izmene teba ima bolj na neko grdo igro oziroma tako, da se dobi. Mi smo dobili to tekmo zdaj, tako da gremo lahko naprej ima bolj sproščeno oziroma v nekem boljšem elanu oziroma za naprej, da gremo bolj optimistično. Ja, nasprotnike so na začetku z dolgimi žogami, visoki napadalci, druga žoga, tukaj so nam dali nekaj šans oziroma sep, tako da potem smo se večkrat drugače postavili in potem je šlo, mislim, da večkrat lažje naprej. Tudi z golom potem smo imeli nek ritem. Ja, derbi je zmeraj dobra stvar, verjetno bo tudi malo več gledalcev, tako da je fino igrati.